Dobrodošli, dober večer. Današnji večer je posvečen literarnemu pogovoru med mano in Petrom Semoličem. Mislim, da zelo obširno uvod ni potreben, ker Peter Semolič je pesnik, ki je nastopil v 90-ih letih prejšnjega stoletja in ima danes absolutno ločeno ogromno publiko, ki je na nek način samohodec, ki ga ne moremo klasificirati v to in ono literarno šolo, in to je za nas posebno atraktivno in hvala lepa, da ste prišli. In tako da bomo začeli ta večer, začnemo z literarnim branjem, tako da absolutno Peter Semolič ne rabi posebnega uvoda, ki je pravzaprav gojitelj lirično izpovedne poezije v našem slovenskem prostoru, ki je do danes ohranil izjemno autentično, eksistencialno zavijočo politiko, ki nagovarja zelo osebno, zavezujoče, iskreno. Tako da bomo ta večer začeli z branjem Petrove poezije. Sledi potem nek pogovor, v katerega bo publika povabljena, da se odziva, in potem bomo zaključili tudi to večer za literarni branje. Tako da mislim, da je pomembno, da res pride pesniška beseda do spredje, predvsem literarno-teoretičnimi in literarnimi kritičnimi odzivi. Tako da jaz povabam Petra, da začne ta večer z branjem. Najprej najlepša hvala za vabilo. Zdaj najprej sem mislil prebrati tole, kar držim v roki. Potem sem se premislil, ker je to zmeri malo problematično, kaj izbrati za branje, pa bi prav iz te zadnje zbirke. Zdaj pa vidim, da ne vidim prvič, da nič ne vidim. Beljano novo očala in v tej knjigi žal so črke majhno premajhne, dokler sem si pa pač natisnil malo večje črke. Tako da to, ko sem se jaz namenil prebrati, po tistih prvi varianti, na kateri sem pa zdaj pristal, je v bistvu sem dobil, ko sem se sprašval, kako brati, ena želja organizatorjev, se pravi Alena Andreja, ko sta kontaktirali me, je bila, da bi kaj novega prebral. Žal kaj novega po pravici povedano ne moram prebrati, ker že od te zadnje knjige ni nič nastalo. In na večeru z Branetom Senegačnikom, ko sem pa dobil pač idejo, je on tako naredil, da je tako malo antologijo svoje poezije in zdaj Brane oprostil, ampak te kopiram, in upam, da ni to narobe. Se pravi, približno gre z vsake zbirke ena pesem, tam v tistem drugem delu so pa iz zadnje vseeno jih je malo več. Oče, to noč sem sanjal o tebi, oče. V podobi jelena si prišel v moje sanje in se vstopil vrh travnatega griča. Poklical sem te po imenu, oče. Poklical sem te z besedo, oče. Rekel sem, glej, moji očesi sta dva mokra cvetova v gorskem potoku. Pridi in tvoj topli jeleni jezik naj suši roso, ki je padla na moje oči. Ti pa si stal kot v nekem drugem svetu, kot v nekih drugih sanjah vrh griča poraslega strahu. Otresel si svojim mogočnim rogovjem in izginil v belem oblaku nikogaršnjih sanj. Oranžni zvezki. Ni več zvezkov z oranžnimi platnicami v zložbah papirnic. Fotografije Pariza, psov in Garfielda zrejo vame.
Kam zdaj šolarji rišejo smešne pajace, motorje in bokserje? Kam zapisujejo kot mantre pravkar naučene angleške besede? Za mojo sošolko je bil oranžni zvezek vrt, v katerem je gojila raznobarvne rože. Ena ga je okrasila slapa barvasti zvezda. Minevanje časa se kot mlečna kislina gosti v mojih mišicah. Staram se. Podmorski svet z ribami in rakovico, ki so ga narisala z luko, je izginil. Izginile so karikature neznanca. Občutek imam, kot da sem ob zadnjem zvonjenju šolskega zvonca skočil za klopi in za zmerom obvisel v zraku. In noge so mi zamigljale v prazno. Angel Piera de la Francesca. Ni več prinašalec luči. Sam je postal predmet igre svetlobe in senc. Ujet v zakonitosti snovnega sveta, kleči kot nekdo, ki prosi odpuščanja. Če bi vstal, bi se mu najbrž rahlo zvrtelo v glavi. Obleka se mu guba v pasu, prepasanem z vrvjo in ob koleni. Krila so težka, skoraj mesnata. Kot da se sramuje paca v območje čutnosti in arhitekture. Trdno klečeč na mrzlem marmorju, skriva obraz v senci. Kavč. Z motom iz Zbigneva Herberta reči zvestoba končno nam oči odpira. Po dolgem času spim v postelji svoje mladosti. Pravzaprav niti ni postelja, ampak kavč. Zakrpan, na sredini utrd, zateglo tožečimi vzmetmi. Malo kdo bi na njem ležal brez strahu. Meni pa je ljub kot polomljena igrača. Skozi 15 let sva združno vzdihovala. On od moje teže, jaz od povišane temperature, slabih ocen, nesrečne ljubezni. Bil je moj kriljati konj, moja argo, moj samotni avto. V vsakem trenutku odlični tovariš. Potem sem zapustil dom, starše in mladost. Prišle so druge postelje za eno noč v cenenih hotelih, po mleku dišeče postelje dekliških sob, trd vojaški pogreb. Prišla je vzmetnica, ki jo kot ahasver nosim po svetu. A nobeno teh ležišč nima imena. Ime je rezervirano samo zanj. Zato ga po noči pokličem. Odgovorim iz tihim zvestim ječanjem, ki rahlo napodro hladino noči. Uspavam. Ko bom zaspal, bodo zaspali z mano posteljo in rjuha in sobna vrata in sobna okna. Ko bom zaspal, bodo zaspali z mano čevlji v predsobi, radio se bo pogreznil v molk, tebi v slepoto. Ko bom zaspal, bodo zaspale z mano zvezde nad Fužinami, Ljubljanice in rože v cvetličnih lončkih. Ko bom zaspal, bo zaspalo z mano vse, na kar ta hip misliš in vse, na kar ne misliš. In zaspal boš tudi ti, moj bližnik, moj brat, moj hinavski bralec. Zaspal boš, odrinjen v zamolčanost, v neobstoj, v spanje brez san, v spanje, ki se ga tako bojiš. In zaspal bo Hamlet, razmožen v milijone izvodov, in besede v njegovi glavi in zvok v glasilkah. Ko bom zaspal, bo z mano zaspal sleherni elementarni delec in sleherno vesolje. Ko bom zaspal, ne bo nikogar več, ki bi lahko vprašal z odra ali iz parterja o razliki med biti in ne biti. Moroz spomladi. Mleko megle razlito po morostu.
temni hrbet Krima in nad njim, kot aristotelsko pravilen oblak, luna, skozi katero presega modrino. Jutro. Čistimo si od spanja zlepljene oči, vrhtimo v spomladanskem hladu. Nismo še do konca zbojeni. Kosi sanj, naplavljeni v budnost, se stapljajo s prameni meglic. Trenutek je, ko še nihče ne more z gotovostjo reči, ali smo res živi. Kdo je tam, ki leži ob meni? Ali je človek ali duh? Spalna vreča je mokra od rosa, drva so vlažna. Zakuriti ogenj, si z ostrim plamenom izrezati dostop do neba, prepoznati vsakdanjost. Šok. Travna bilka, komaj rojena v mojem pogledu, se nenadoma razrase v šope trav. Kamorkoli se ozrem, trava, trava, trava. Nekdo žikuri, slišim otožno ječanje polen. Nekdo je ukazal megli, naj se razkrdi. Visoko nad mano, visoko nad morostom, sinina, nekje v meni, se upadajo sklepi in napnejo se razbolele mišice. Treba bo vstati, sprejeti svet za svoj, iti naprej. Hvala. Peter Semolič je nastopil v slovensko poezijo v 90-ih, za svojo poezijo od Temariša je nekako nastopil v začetku 91. leta, ne? In njegova poezija je bila vedno, vsaj v teh 90 letih, povezana z poetiko, ki je bolj ali manj označevala, grobo rečeno, novi intimizem. To pomeni, da gremo s to poetiko, s to poezijo srečujemo z poezijo, ki hoče biti institucionalno zavezujoča. To pomeni, da imamo poetiko, ki je iskrena. Prav ta iskrenost, ki je neposrednost, ki poskuša s svojo poezijo artikulirati neposrednost izkušnje, je tisti modus, ki ga Peter Semolič vedno pripadal. Hkrati pa vemo, da je prav ta poetika bila vedno problematična v tem smislu, da mi lahko vemo, da za poetiko iskrenosti vedno lahko v zadnji, za to poetiko iskrenosti pač se lahko pojavi neka stereotip poze. Kaj je to pravzaprav, kar je iskreno, kar je neposredno, kar je spontano, kar je tisto, ki nas nagovarja neposredno? To je tisto težko. To je tisto v poeziji, kar ni mogoče konstruirati kot pozo, kar je pa vedno in je še danes povezano z nekom modelom poezije, ki hoče biti seveda neposreden, iskren, hkrati pa fingira to iskrenost. To pomeni, da je Semolič ni pripadal nikoli nikakršni šoli. Definitivno je v slovenskem prostoru samohodec in to, prav ta zadržanost mu postavlja v te poetične govorice neko posebno mesto. Jaz bom zdaj prebral neko poezijo, ki je izrečena v Krogi na vodi, četrti zbirki, te fizičke zbirke, kjer bom skušal pokazati, demonstrirati to, kar je bilo že v tem fizičkem branju, mislim, da eksplicirano.
da gre za nek pesniški glas, ki ga težko subsumiramo, ki je stroj, klasifikacije, ne? In kar mislim, da počrtava to, ta glas, ki je avtentičen, absolutno avtentičen. Daleč od Montmartre, Dibles, sont-nous bien loin de Montmartre, laissera le prose de ce bien de la petite géant de France. Se glasi moto. Obala! 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 Enakomerno drhtenje palube. Rana obzorja, velika rana, v kateri izgina lokni. Bodo tu padale bombe. Tu bodo padale bombe. Bo Oljka grenka kot smrt. Oljka bo grenka kot smrt. Krš. Razbeljeni kamen, gola, pala. Kaj leži med Dubrovnikom in Kornati? Žalostinka leži med Dubrovnikom in Kornati. Kaj so Kornati? Kornati so žetve, ki počivajo na morski gladini. Se bodo razbežali, ko bodo padale bombe. Velike želve so, ne bojijo se bomb. Obala! Obala, ki mineva, sem jaz želva. Ti si riba. Svetlova umrlih zvest se zbira v tebi. Se boš zatekel v pesem, ko boš izvedel. Ne bom se zatekel v pesem. Pesem ni pristanišče. Sem jaz pristanišče. Obala. Obala, obala. Boš mislil name tisto jutro na Montmartru. Mislil bom nate. Kristusovo srce bo žarelo. Si že povedal, da so večeri, večeri se. Dolga senca pade name. Tvoja. To je pesem iz Kroga na vodi, Petrove zbirke, ki uvaja v to, kar mi sicer literarno, vedno, teoretično govorimo o nekem intimizmu. Ampak v kontekstu slovenske poezije, ki je vsaj v zadnjih 50 letih, tako kakšna končna je, ki tendira k narativni tendenciji. Jaz mislim, da je Peter Semolič ohranil neko izvirno pozicijo, ki je lirska. Jaz mislim, da je ta pesem, recimo, ki sem jo zdaj prebral, avtentično, ko se razgleda to, kar je tako avtentična lirska izkušnja. Jaz tebe, Peter, vprašam, kaj ti meniš po tem? Dostakrat se tvojo poezijo tudi v kritikah vzvaja kot iskreno, spontano, neposredno. Kaj ti sam meniš po tem? Kaj to je? Jaz menim o tem, če sem lahko zelo odkrit, da je vse skrat to v iskrenosti in mari fari. Namreč, zdaj, kaj pomeni biti iskrena? Ne? Se pravi, da zunaj, ne vem, zdaj je najbrž megla, prej je bila megla, sem šel čez mesto. In če je, se pravi, sem resnico ljuben, da rečem, zunaj je megla. Ne? Recimo, da pred literarnimi večeri, tekom literarnih večerov, sem jaz predvsej v taki poziciji preplašenosti, ne? In se pravi, iskren sem v tem trenutku, če sem pač resnico ljuben v skladu s svojimi čustvi in, ali pa občutenji, ne? In rečem, ja, da sem malce preplašena, ne? Zdaj, poezija se mi pa zdi, da je pa, in to je pač eno moje izkušnja, ki izsega še tam, ko sem bil star 17 let, ne? Je pa svet za sebe.
poezija ni isto kot, pesniška govorica ni isto kot vsakdanji govor, ne? Zdaj ne vem, koliko naj pač o tej svoji izkušnji govorim, to je bil pač srečanje z Danetom Zajcem, kateri je enkrat, On te zaznamoval, najbolj zgodnji fazi. Ja, on je delal v pionirski knjižnici, jaz sem bil eden teh mnogih fantov in deklet, ki smo hodili v pionirsko knjižnico. In glede na to, da sem jaz tam pač pri svojih, ne vem, 16 letih si hotel sposoditi Trimbauda, ne? Pa je rekel, ja, tega pesnika prej sem poznal, mogoče misliš Rimuja, ne? Tako ne, mogoče, pa sem še za enega slišal, ko mu je Baudelaire ime, ja, to najbolj bilo pa Baudelaire, ne? In tako, potem je pa en dan vprašal, da sem si te pesnike sposojal, kolikor jih je bilo takrat prevedenih, zdaj na srečo imamo veliko več prevedenega, ne? Je rekel, pa ti mogoče kaj pišeš, ne? In sem rekel, ja, pa res, ne? Meni se je zdelo tisto po eni strani seveda grozno slabo, ne? Po drugi strani pa grozno dobro, ne? In sem padel čisti šok, ampak čez čas sem jih prinesel. In ta moja intuicija, da je bilo grozno slabo, se je skazala pravo, ne? Rejmeš, kaj to pa tako, ne? To je ena taka slava poezija konc 19. stoletja, ne? In potem mi začel danjati pač neke pesnike, ampak tisti kratek pogovor, da grem nazaj, ne, je bil pa ta moment, ne, poezija ni to, ne. Poezija ni to zato, da jaz tukaj recimo, kar ne vem, nekaj tišči, boli, fizično, psihično, to izražam. Ampak ko začnem pisati, da ne, stopam poezijo, ne, lahko pišem v svoj osebni dnevnik, pa rečem, jaz sem vstal, malo na levo nogo, siten sem, ali pa fajn jutro, je lepo sonce, kakorkoli že, je eno, ne. Ko pa vstopiš v poezijo, ne, je pa to svet zase, ki ima svojo zgodovino. Če preučujemo poezijo skozi zgodovino, bomo videli, ja, da so upadli v nekih točkah z družbeno zgodovino, v nekih točkah pa absolutno ne. Se pravi, se znajdemo na nekom drugem planetu, z lastno težnostjo, z lastnimi zakonitostmi in tako naprej. Jasno pa je, da nosimo tja vse to, kar smo, ne. In mene recimo pri tej, rekel, iskrenosti, ne, ko zdaj za nazaj gledam, so me zanimale pravzaprav druge stvari, ne. Napolnil sem pa te oblike z tistim, kar sem v tistem trenutku recimo poznal, ne. Fascinirali so me pač te oranžni zvezki, sem prej pesnico prebral, pa teh oranžnih zvezkov, potem v enem trenutku ni bilo več, ampak so bile gor, ne vem kaj, žigafi, takrat, danes pa ne vem kaj gor, ne. Meni je bil to en prostor kreacija, ne. Ampak to, kar je mene pa zanimalo, je bil pa določen način govora. Ki je bil takrat recimo v začetku 90-ih, mogoče celo v slovenski poeziji malo novem, ki sem ga pa jaz srečal prvič pri enem irskem pesniku Šemaskin. Šemaskin, ja. In je... Ki je bil tudi Nobelovec, ne? Ja, pa kasneje, ja. Takrat še ni bil, ja. En prijatelj mi je slučajno dal to zbirko, jaz sem odprl in sem padel prav, ker sem našel jezik, s katerim bi lahko neke vsebine, ali pa neka svoja pesniška potenja, boljše rečeno, lahko tam skozi izrazila, ne. In sem si potem seveda pač na svoj način prikrojil njegovo govorico, ne. Šle niso na irsko barjeno. Kdo je bil to? Šemaskin. Irski pesnik. Ja. Ena pomembnejših pesnikov v ozadju polovice 19. stoletja, ki je bil tudi Nobelov nagrajenec. Ki je povezal, ki je pravzaprav njegova poezija, pač poetika je zelo bistveno vezana na to severnoirsko izkušnjo. Ja. Radi v bistvu bil iz Derrija, ne? Ja. Severne Irske in je potem šel v Republiko Irsko živeti v Dublin, ne? Dublin, tako je. Ampak bistveno je pa ta šrota. Ja, ja. Zemlja. Ja, ja. Ki je nekaj bilo zelo bavalska. Ja.
irska zemlja, ki je šota, ki jo daje tudi malo viski. Skratka, absolutno moram reči, da absolutno mi je Seamus Heaney pač en pesnik, ki tudi meni osebno pač zelo blizu. Po tej kvaliteti do zemlje, do tradicije, ki poskuša biti autentična, in regija, v kateri živi. In tudi pri tebi se to zazna, tudi ti imenuješ kraje, ki so osebno zavezujoči, ki si pesnik med po eni strani ljubljansko urbano govorico, po drugi strani absolutno je zaznati neke istrske motive, ki niso turistični, ampak so globi, neko koprsko to zavetje. Še ne živel nekaj časa tam dom. No, se to govorim, Potem Lavrica, Skratka, nek fundament, ki ga pripelješ na zemljo, ki ni fingiran. Se pravi, to pa pač bolj drugi lahko ocenijo. Seveda se vidimo, najlažje prevaraš samega sebe, ampak jaz upam, da se več kot toliko nisem, vsaj ne v poeziji, če sem se že recimo v življenju. Ampak v poeziji pa ravno ta spet vprašanje te iskrenosti, Te teme so se pripeljale noter, Mene je zanimalo, kako narediti pesem na določen način, Rekel seveda je pač ena varianta tam, da gre človek lahko latizem, tako pač povšalno rečeno, se pravi pesem zaradi pesmi. Tistega ne znam, ali niti me ne zanima, se mi je zmeraj zdelo, da je pa fajn, če še nekaj manj posebno povema, Sedaj preko moja šola je bila preko Daneta Zajca, Georga Trakla, pa teh pesnikov, kamor me je rekel, da Zajčevska Temni ekspresionizem. Pa po drugi strani so pa bili to pač pesniki, seveda, predvsem te preko anglo-ameriške smeri, tistega časa, Eliot, mogoče v prvi vrsti, in Yates, recimo en predstavnik Finija, ki je rekel, ali pa je Eliot rekel, da se tega ne spomnim več. Angleška pesem pač mora v nečem tudi govoriti, z razliko recimo od francoske. Občudujem to, želim napisati pesem, več Bog na svetu ne gledal, zakaj gre, pa ne znam. Konca bom nekaj povedal, o nečem. Tako, jaz mislim, da tvoja poetika absolutno pač zavezana te neposredni izkušnji, ki hoče pač uposebiti realno. Vemo pa mi, da pač pravzaprav v slovenski poeziji nahajamo neko poezijo v zadnjem 10-50 letih, ki ima nekako tudi zamoto nek realizem, bi lahko rekli. In sam si že pred tem in vzporedno s tem skušal zagrabiti to neposrednost, spontanost izraza, ki ni pripadal neki šoli, v tem smislu, da bi pač bil nek adept, nek poetika, literatura, beletrina in tako naprej, ampak vendarle v tvojih poezijah bomo našli to neposrednost, recimo tudi takih pesmi, recimo iz Prostor zate, ki bom zdaj prebral, in ki ima čisto prozaičen naslov in skuša biti to inkarnacija te neposrednosti. Naprimer, naslov je Polaganje računov. Če preberem. Danes torej plačati, kar je treba plačati. Vodo, stanovanjske stroške, telefoni kupiti, kar je treba kupiti, kruh, solato. Sol ne smem pozabiti, soli, korenje, jogurt. Danes to je končno spucati banjo školjko tla, prepolno lusko, od mrtve kože, deklice.
Brata imam urednika danes torej, zdelic si dan, točno kot zdravila. Danes kava čika vrtenje, gobce, pivo, danes torej, to, nikaj, je komu rekel. Danes, kaj že danes, kje je danes? Danes torej plačati, kaj že plačati danes? Mislim, da v tej poeziji, v tej pesmi zagrapam to, kar je na nek način postal mainstream slovenske poezije, ki, to sem pred nedavnim, to apeliram na vas, da pogledate, recimo Jim Jarmusch, veliki film, režiser, je posnel film Peterson, ktorega še ni gledal, ga, mislim, da pametno gledati, kdor ima rad poezijo, seveda. Peterson je seveda naslov epa, ki ga je William Scarron Williams posnel, pač pisal celo življenje. V svojem mestu Peterson, ki je v Zvezni državi New Jersey, ki je skušal podati to vsakdanjo izkušnjo Amerike. Še preden pač se rodijo Frank O'Hara in vse te fenomeni, ki danes so modni. In tam je nek lik, ki je voznik avtobusa. Ima zelo prozaično funkcijo. Pelje se na avtobus. Ima neko ženo, ki je pač nezaposlena in ima očitno preveč časa, se ukvarja z umetnostjo. In potem on pa služi kruh. Na ta način, da vsak dan 8 ur vozi avtobus. In kaj se zgodi? Ta voznik avtobusa piše vrhunsko poezijo. In ta poezija se glasi takole. Glejte ta film. In takole se glasi njegova pesem. Kupil sem žigalice. Škatlice, žigalice, firme, Blue Mountain. Kajti dolgo časa sva žena potvara firma White Widow, pa se ni skazala to dobro kot ta Blue Mountain. Ta žigalice, ko se te žigalice, najbolj banana stvar, te samo žigalice. Vendar je prežgeš in ta prežig žigalice je vendar ne drzen. Enako. In mogoče s to žigalico prežgeš cigareto ženski, ki jo ljubiš. In tako, itd. Skratka, poezija, ki je pisana absolutno vsakdanja izkušnja. Seveda ta film ima neko zgodbo, ki jo vam ne bom izdal, ki ta zvezek tega pesnika, ki vozi avtobus, se zgodi. Kaj se zgodi naprej, potem sami bom delal. Ampak v spredju je ta idiom, ki je danes mainstream. Pesnik ti vsakdanja izkušnjo, ki pa ni banalna. Kako režiser pokaže to nebanalnost tega pesnjenja škatlice z žigalicami. To seveda ni deklica z žigalicami, ki pa umre, ki je tragična. To je neka druga izkušnja. Režiser seveda prevzame postopke, ki so implicitno sublimni. To pomeni, ko bere te verze, se sliši voda, slad, ki odteka na nekem background glasbi, ki je sublimna. In ko vi poslušate te verze, ki so popolnoma sredane, škatlice žgalniki, se izpostavlja nek občutek, ki je sublimno. To je seveda vsakemu gledalcu in bralcu prepuščeno, kaj je to, točno je to. In prav v tej poeziji, ki jo tudi ti potem nekako skušaš že še preden. Mislim, da tvoja pozicija
tega grobo rečenega, ne, z sladovite literarne vede, tega intimizma, ki je pač grobo rečena neka formula. Ne. Intimiza, kaj to točno je, to je absolutno tukaj rešeno z varec tega. Absolutno pa je tukaj neka izkušnja neposebnosti, tisto, kar realno je. Zagrabiti tisto, kar je. To, kar je resnično je. To, kar je. Ne tisto, kar bi moralo biti. Pa ni. Pa to, kar je. Jaz mislim, da tvoja poezija, ne, po 90-ih, začetka 90-ih, prej, ima to moč, ne, da se ni dal sposobirati pod nobeno, absolutno pod nobeno izrazito šolo, ne. Po drugi strani se je pa vendarle bila izjemno zavezujoča. Po drugi strani, po eni strani, ne, je bila to poezija, ki je bila lirična, po drugi strani pa je bila poezija, ki je skušala eksplicirati to, kar je. Kakšen je tvoj odnos do tega? Da tako preko, kako se človek vlastno pisanje doživlja. Jaz ga malce po fazah doživljam. Čeprav enkrat sem imel grozljivo izkušnjo, to so eni, ne vem, to so pač neke radijske oddaje, zdaj ne vem, kakšne sorte radijske oddaje. In je meni bilo grozno, ko sem pač slišal, da so pomešali pesmi, ne, se pravi tiste, da so jih motivno nekako grupirali, ali pa ne vem, po nekem pač ključu grupirali, ne po neki kronologiji, ne. Pa sem človek zelo mahnjen, pa ne vem, zakaj je točno, da je nek psihološki feler. Ampak neki kronologiji, zato je s pesmi obsesivno datirana, ne. Ja, pesem je, tudi pesniška zbirka je nastala tega in tega meseca, leta 2000 in so on. Imaš to, ne? Skosmo, ne, pa ti so vsako pesem, samo uredniki močejo pustiti tega, da bi pod vsako pesem napisal datum. In potem sem en dan nehal, pa sem pač ustrajati pri tem, ker sem imel grozne kregancije, pa na koncu zbirke napišem, ne. In zdaj le mečko bo napadal, pa ne vem, kaj sem hodil prijeti. No, in so jih tam grupirali te pesmi, ne, in potem v enem trenutku sem jaz prepoznal eno zelo grozljivo zadevo, ne, namreč, da te pesmi, recimo neke starejše, novejše do tistega časa, funkcionirajo ena z druga čisto v redu, ne. Se pravi, da je tukaj neki pri meni, bi rekel, obstaja neka iluzija o tem, ne, pa nam rekel razvoj, v umetnosti ni razvoja, ampak v nekih korakih znotraj pesniškega polja, ki jih seveda jaz potem pač nočem apliciram tudi na korake v bi rekel, vsakdanjem življenju, ne. Tako da to, kar smo vprašali, zelo težko, bom rekel, odgovorim izmed tega svojega pogleda na lastno pisanje, pa na samega sebe, ne. Konkretno recimo ta prostor zase je zbirka, v kateri sem jaz poskušal udejanjiti eno svojo spet neko željo, napisati zbirko v pravilni metrični schemi, ne. Mislim, pesmi v pravilni metrični schemi. Ne bom rekel, da se posod držim, pa je problematična z tega vidika, ne. Ampak do tam, kjer sem jaz prišel, sem pač prišel v tistem trenutku. In potem pa, zdaj pa spet, ne, te teme so pa prehajale, ne. In po vsej verjetnosti je pa tudi bolj povezano prejmo pa dejansko z mojim osebnim življenjem, ne, nekim potovanjem skozi življenje, kot pa na primer z da bi jaz hotel uvesti nek realizem, ne, recimo konkretno ta pesem, kolikor se spomnim nazaj, si to vsi poznamo ta znameniti Zajčev verse, ne, za vse boš plačal, najbolj plačal za svoje vojstvo, in tako naprej, ne.
je treba plačati račune, a ne. In je malo to pač nek odnos do tega, a ne. Na eni strani pa seveda tudi do krute realnosti, v kateri živimo, da imamo vedno više položnice, a ne. Mislim, da je treba vedno več in več plačevati, ne. In da praktično nam zaračunajo že, ne vem, sprehod skozi mesto, ne, ali pa zrak, ki ga dihava in tako naprej, ne. Po drugi strani me pa to pač začelo zanimati nekje tam v začetku 90-ih let, pa dejansko, ne, kako napisati pesem, ki bi bila čim bližja pogovornem jeziku. Vsi tudi poznamo tisti znameniti rek, ne, Vuka Karadžiča, sploh malo, ko smo bili starejši, pa smo se učili v tem v šoli, ne, piši, kao što govoriš, ne. In seveda zdaj to pač v tistem kontekstu, pa kulturi in to naprej pomenilo eno stvar, ne. Ampak pa sem se jaz v enem trenutku spomnil, ne. In sem rekel, a bi jaz lahko to, kar jaz govorim, ne, preoblikoval v poezijo, ne. To pa je bilo malce mogoče hoteno, programsko, čeprav ne zares programsko, v smislu dodelanosti nekega, ali pa nekega konceptualnega ozadja, bolj neko hotenje, ne. In pa tisto, kjer sem pa spodletel v tej nameri, je pa to, da jaz seveda lahko simuliram. Nikoli in nikdar pa seveda ne moraš že toliko enih posrednikov, že sama pisava je problem, ne. Eno je govor, eno je pisava, ne. Šele pol leta kasneje sem zvedel, da so recimo ravno te, se pravi, nasledniki Williama Carlosa Williamsa, tipa Allen Ginsberg in drugi, poskušali to doseči, ne. In so se recimo snemali, pa so pa prepisovali magnetograme, meni ni prišlo na misel, ne. Ampak vedno sem se pa nekako pri tem, da sem to poskušal udejaniti, pa postavil pa neko uvero. V tej konkretno tej zbirki so bile pač metrične scheme, ne. Brez rim. Ker me je zanimalo, kako bi to zvenilo. Glede na to, da gre za 4 vrstičnice, pesmi so vse pisane, tako tudi nekaj so razsute po papirju, so pisane kot, se pravi, 3x4 vrstičnice, ne. Seveda tudi vpliv enega Gregorja Strniša, recimo moj pesnik velikih slovenske tradicije. Še ena pesem je, ki je bom prebral, ki je pač lahko naključno zbrana, ampak mogoče naključi ni. Je iz pesniške zbirke Rimska cesta z 2009. Ne? In ta pesem ima naslov Središče. Središče. Ki že samim naslovom evocira neko sredičnost. Ne? In tako da pač pesem, ki je bila zapisana Ljubljana, je zapisana 8. maja 2007. Deževni dnevi, katarakta preko neba in post-kjotske misli. Cold train, naphan z bomboni, skoraj srečen v Bogu. Love supreme, središče ni vzdržalo. Četrtek je in trdi vozdi, pozabljenih opravkov. Katran se mi nalaga v pljučih, apnenec v žilah, školka. Rojena v kapilari, šumi kot mokra ulica. Jaz mislim, da ena stvar, ki je tvoja, ki gre prečno skozi tvojo poezijo, ki jo razlikuje od neke tendence, ki je značilna za slovensko poezijo v zadnjih 15 letih,
ki skušajo biti zelo antimodernistična. To pa pomeni po drugi strani zelo antimetafizična. Ja. Ja. Mene zanima A Love Supreme. A Love Supreme, ne, ki je tukaj vezana na neko izkušnjo, ne, ki je vezana pač na neko kulturo džeza. Vendarle v tvoji poeziji te dogme ni, ne. Ne. Nikoli v tvoji poeziji, jaz bi si trdil, reči, da nikoli v tvoji poeziji ni neke dogme izrazito antimetafizičnosti. Ne. Jaz mislim, da ne, no ne vem. Ne, absolutno ne. Jaz to doživljam. Ne, no mislim. Ja. Ki je značilna za velik del poezije, ki se hoče postaviti kot tipično antimodernistično poezijo. Pri tebi, v tvoji poeziji, te dogme ni zasloviti. Kakšno je tvoje stališče? Jaz sem tako pustim, pač vsa neka vzadja, ki jih ljudje imamo, a ne, skozi vzgoje in tako naprej, ne. Ampak pišeš pesem, a ne, zdaj ne vem, kako drugi pesniki tu navzoči povejo, ne bom rekel, da vsakič, a ne. Ampak vsake tog časa se zgodi nekaj, čemu lahko rečeš, jaz ne znam drugače reči, kot čudaš, a ne. Dotakneš se nečesa, kar te absolutno presega. Kar je pač tisto preko metafizično, presežno, ne. In je tam, ne. In to je zame, bi rekel, neka zelo realna izkušnja, ki pa seveda prej mogoče lahko delim s ljudmi, ki imajo podobno izkušnjo, nekako pa seveda tega na nek preko današnje strani in znanosti in pa potem seveda predvsem te mogoče celo popularne znanosti, ko se prevaja potem skozi medije in tako naprej, seveda tega ne moreš dokazati, ne? Pa zakaj bi tudi dokazoval. In tam se dotakneš pač nekih zadevščin, jaz smo par preko zelo mističnih zgodb v zvezi ravno s pisanjem pesmi, ki jih racionalno pravzaprav ne znamo razložiti. Ampak so tam in so postale del mene. In zakaj se zdaj preko zakaj bi zdaj to zanikal, a ne? Ne vem, a ne, mislim, tako pač, to je zdaj tam pač posebna zgodba. Zgodba, kolikor pa jaz vidim, a ne, to slovensko poezijo, to si rekel, ne, zadnjih 15 let, ne, pa seveda poskuša biti nekaj antimetafizična, pa tako naprej, ne. In jaz se spomnim, da smo začetek 90-ih let, še prva polovica 90-ih let, ne vem, kdo se to spomni, ne, takrat je obstajal prav nek trend, a ne, ki danes malo smešno zgleda, ne, sploh kdo so bili člani tega trenda, šlo je predvsem za neko, po mojem mnenju, marketinško zgodbo, uveljavitve neke določene poetike, ki so se imenovali metafizični pesniki, najeli so celo nekega Američana, ki je potem o tem pisal. In kritiki v 90-ih letih mene niso kaj dosti marali, pa so pisali, da sem jaz premalo metafizičen, ker so bili pač takrat na tej liniji. Pa pridem enkrat na Poljsko, pa preberem tam nekaj svoje pesenci, pa tako, pa so me Poljaki vprašali, so rekli, a je vsa slovenska poezija tako metafizična? Pa da je veš, da je bilo, ne vem, ne, ampak se mi zdi, če grem pa tekste brati, ne, slovenske sodobne poezije, pa tega, kar nekako mogoče oni celo zastavijo pod vtipom antimetafizičnosti, pa zares ne speljejo. Zdaj, ali je to
ne vem, pač tle smo se rodili, ne, tle živimo, ne, v dobrem in slabem, in smo s tem zaznamovani in nam to vdira v tekst, ne glede na tudi lastne izkušnje, kateri sem prej govoril. Tako da najbolj v nekem kontekstu slovenska poezija deluje izrazito metafizična, celo tak, če se propagira kot antimetafizika. Ja. No, na tej točki bi jaz povabil še tudi vas vidika, da se pridružite nam, da vprašate, ne, da pač se priključite debati. Prosim. Jaz bi imel dve pripombi, pa eno željo vprašanje. Vse to je čisto ilustrativne narave, ko je Peter govoril o francoski poeziji, poeziji, ki v ničemer ne govori. Se je pravzaprav bila ta tendenca tudi v romanopisju, Kriven romans, no, znana je anekdota iz Malebrovega življenja, ko je po eni pesmi spraševal kritik, a ta pesem pripisuje jutranjo ali večerno ozadje? Je rekel, ne, moj predajnik. Potem pa to drugo vprašanje, o čem pravzaprav ta poezija, ker je tvoja, ki po eni strani veliko vsakdanjostnih motivov, pa vendar ni to nekako programatično vsakdanjostna poezija, ampak so tudi te, kako bi rekel, se ne dogaja pred neko steno, vsakdanjosti, te stene v bistvu, ali pa vsaj ima okne, to velika okna. Tukaj me na pamet prišla neka, po moja zelo zanimiva misel Aldosa Huxleya, vsega eseja Music at Night, kjer govori zelo splošno o dveh tipih poezije ali pa literature nasplošno. In to recimo v ožjem smislu lirično poezijo, mogoče tudi tisto, ki ne govori o navidež o ničemer, imenuje destilirana poezija, medtem ko ostali poeziji pravi poezija vsega življenja. Zdaj, da to poezijo vsega življenja uvršča pa, to je vendar pisal kot esejist, kot literarni teoretik, kritik, od Homerja, tako da tudi navaja primere, pa do modernega, takrat od modernega romana. In recimo, ta primer je, mislim, da ga tudi on navaja iz Odiseje, ko pridejo Odisej in tistih nekaj tovarišov, ki jih je še ostalo skozi Skilo in Karibdo, kjer jih še več zgine. In prav to je bilo najstrašnejše, kar se nam je zgodilo kadarkoli v življenju, ampak potem, ko priplujejo do prvega otočka, kaj tam naredijo, zakurijo si ogenj, ubijajo neko govedo, ki ga sicer ne bi smeli in potem še kazen prinese, ampak to ni važno, najprej pravi se dobro najejo in napijajo, potem pa pomislijo na to, kaj so preživeli in zajokajo in zaspijo. Zdaj pa dodajam jaz, da predstavljamo si kraljev Edipa, ko zve, kdo pravzaprav je, kaj če bi najprej vzel en velik vrt vina in ga popil, še malo pojedno in potem si iztaknil oči. To je bila seveda popolnoma druga logika pesniška delo. In zdaj, ali je to ustrezna oznaka poezija vsega življenja in destilirana poezija je druga stvar, ima pa to verjetno, je pač stvar perspektive in tudi stvar tega, kje se rodiš in kakšno se rodiš. Jaz to rekel nekaj v tem svojem miselnem svetu, malo delim na to, če sem prav razumel, če nisem me popravil, kaj in kako, se pravi, ali ti v prvem planu, kaj boš povedal, ali kako boš povedal,
Ne glede na to, se pravim, zato sem spredel, pač neke teme vdirajo noter, ne, premeli, ne. Jaz sem le dediš skozi branje, pa preko nekaj svoje učitelje od Daneta do Nikota in tako naprej. Predvsem pesnikov kako, ne, se mi zdi. Jasno pa je, da so preko pa tudi nekaj povedali, a ne. In zato mene recimo, ne vem, v nekem trenutku nekaj zanimalo v pesništvu, a ne. Potem se pa mogoče včasih tudi nek malo, recimo ravno pri tej zbirki Prostor zate, hudomušno na nek način, tako se mi zdelo zabavno. Mogoče pač nek privaten vic, a ne, sami in sabo, a ne, pretakalo to, da bi jaz popisoval pravzaprav tisti neko svoj vsak dan. S čim bolj preprostimi besedami, ne. Ampak to poskušal nekako pa vendarle delati poezijo, ne. Mi pa sem to željo pač tam nekje od svojih 90 let naprej, ne, začetka 90-ih ali pa konca 80-ih, nekako tak pogovorni jezik, ki sem ga slišal po gostilnah, po ulici, po avtobusih in tako naprej. Recimo, jaz sem par najboljših verzov svojega življenja slišal v gostilni, nisem ga prebral v pesmih, a ne. In zdaj, kako to prenesti, če bi to besedno zapisal, to in to, mislim, ne. Sprej, treba nekako vseeno narediti en premet, ne, tukaj. Recimo, tista zbirka Hiša iz besed, kjer sem prvič šel v to smer, pravzaprav nastane iz enega stavka, ki se ga dobesedno več ne spomnim. Sem ga slišal od enega pač slučajnega sošalkista v eni gostilni, a ne? In ta ritem tistega stavka, ki ga vam povedal, žmoh tistega stavka, barva tistega stavka, ne, je delovala potem skozi čas, ne. Že seveda teme so bile pa tudi seveda človek obsedajo neke teme. Pa spite, jaz pri sebi pa težko rečem, ne, kdaj so bile to moje teme, ne, kdaj so pa šle mogoče izbrane drugih pesnikov. Da sem imel obsesivo napisati pesem o otroštvu. Pa sem kar lepo število pesmi o otroštvu napisal, ne. Ampak kje pa kdaj se je pa to začelo? V mojem otroštvu sigurno, ne, jaz sem bil otrok, ali sem bil tudi še premlad, da bi zdaj rekel, joj, kako je bilo lepo, ker sem bil jaz mlad, ne. Obstaja Traklova pesem, z naslovom pesem o otroštvu. In ta naslov je imel Žarjeva, ne, oblada, ne. Vedno ogromno, recimo, nekih pesmi je nastalo pa svoje čase davno nazaj, ko so časopisi še objavljali pesmi, ne. Aleš Berger prevedel eno Mišojevo pesem, Telegram iz Dakarja, ki v francoščini, ko sem jo kasneje bral, zveni precej drugače in meni sploh ni bilo več to fascinantno, ampak ki se začne Babi. In to pesem, ki si ti prav izvira od tam, Babi. Ta ritem, ki me je obsedel in ki sem se ga moral v neki točki preko znabiti, ne. Zdaj pa, ja, ne vem. Pa ne vem, ne, mogoče pa v nekem trenutku sem pa želel izpostavljati sebe, ne. Zdaj pa z leti vidim, da vedno imajo, ker ta zadnja zmerka je pa vsi drugi govorijo, jaz pa skoraj več naš. Pa mi je fajn to. Ampak, se pravi, te, recimo, pogovorni momenti življenjski, ki jih neposredno zaznavaš, vendarle nujno morajo biti transponirani po vso poeziji, ne? Ni namen tega, v bistvu pač v prostor poezije zasest za vsakdanjostjo, ampak no to, ne. Se zdi, da je dosti krat v bistvu nekje na delu ta tendenca, kot je Aren povedal, ne? Kar je pa seveda nekaj čisto drugo. Ja, to jaz opažam pri teh mlajših tudi,
da so v bistvu slepli na nekaj, kar morda čisto dobro ne razumejo. In izpolnjujejo to, da gre za nekakšen formalizem, ne? Čeprav vedno, ko rečemo formalizem, mi mislimo vedno nekakšne zelo komplicirane verzne strukture, ampak tudi se mi zdi, da gre v veliki meri za nekakšno, kaj že rečem, angleški pregovor, te pretepanje mrtvega konja, kako že ne, no? Mislim, tako nadaljevanje nečesa, ampak je vedno bolj izpraznjena. Jaz moram reči, prav mogoče pišem podobno temo, ali pa sem pisal, pa mogoče celo tam nekaj med začetki iz tega pisanja stojim, pa spet nekaj, to smo imeli mi že v 70-ih letih, to vrstno nekakšne pisanje, takrat, če se bi šlo predvsem revijalne objaviti tistega časa brati, knjige niso še tako pogosto izhajali, kot danes bi videli ogromno tega, nekega vsakdanja, pisanja. Ki se je danes povzelo v neki mesti. Se mi zdi, da te mogoče so izjeme, zdaj komu delam krivice, pa tako ne poznam, ne sledim toliko, ne. Ampak tam, kjer pa je prav na 3 sledi pisano, je pa v bistvu ravno to, izpraznjena zgodba. Manierizem, ja, no, boljš kot formalizem, sorry, manierizem, ja. Je pa res potem ostane dnevniški zapisa, ne. Meni je, recimo, forma dnevnika blazno zabavno, ko življenje nisem dnevnika pisal. Sem imel idejo, ne, napisati, recimo, pesniško zbirko 365 pesmi, ne, kot dnevnik, ne. Napisal sem 2. Ampak sem pa prvo enkrat v Belgiji in je Hugo Clausen, veliki belgijski pesnik, flamski, pa dejansko to dejavno, ne. Je to krasna poezija. Mislim, da ga imamo celo nekaj prevedenega tudi v slovenščino, so ga izdali. Ga nisem šel nekoli brati, da sem ga prek francoščine bral, flamsko ne znam. In je od tako daljših pesmi, do kratkih, ampak to, ko tisto bereš, sestavlja nek mozaik, ne. Je tudi kakšne zelo fine pesmi vmes, pa verzi, tako, ne. Ampak je to en tak, se mi zdi, fajn projekt, ne. Bi vsak dan človek si ti ustal, pa napisal eno pesmi. Kar meni se pa tudi nekaj. Prodajam pa to idejo, če bi kdo zmerali. Disciplinirana muza. Ja, tako, ne, da veš, to se mi zdi tako fajn, no, mislim, da ni, no, ne zgodilo. Se mogoče tudi oni vsak dan napisati, v enem mesecu za cel peš, ne. Tega nikjer ne piše, ne. Prosim, prišel, kjer dašel. Se pravi, si pol, bi rekel, nagnjen k nekim eksperimentom tudi. Ne sam pesem, ampak neke te ideje še zraven, kaj s tem narediti, ali je bilo to edini tak prebisk ta za 365. No, pa še je bilo še kaj, ne. To se Pogovorni je, da bi bilo pogovorni, ja. Tako naprej. Ker se zdi kot, da je najprej ideja, pa te sorte, pa pride, ali pa ne, rezultat. Jaz pri sebi težko preko ocenam, ne, da bi bila najprej ideja. To pa če pa zdaj tako praksa, kako jaz pišem, ne. Jaz sem zelo kampanjski pesnik, zdaj že 3 leta nisem nič napisal, ne. In pa navadi potem obstaja neka želja, recimo temu, zelo močna želja, ki jaz hočem se izogniti, pa jo odlagam. Pa en dan pa pač ne morem, da ne bi, ne. In potem po navadi 7 in začnem pisati, ne vem, kaj bom pisal, ne.
ponavadi se potem včasih, ne ponavadi, včasih, ne, se iz te neke magme besed počasi vzpostavi nek jezik, neka naravnanost, neka govorica se začenja rojevati. In potem nastajati začnejo pesmi, če začnejo nastajati. In moje edino bi rekel pravilo, kriterij pri pesmih, ki jih pišem, je, da mora me pesem na nek način presenetiti. Da bi jaz zdaj sedel, pa si zamislil, aha, to pa to, ne. Nisi pesnik, ki bi prevajal misli v besede. Ne. To pa se mi zdi, da se nisem mislil pogovora sami pesmi, ampak ta koncept, ne, kot recimo bom 365 dni pesmi pisal, ali pa bom nekaj, kar dozorel kot pogovor, ali pa se približal pogovornim jezikom, ne, ta koncept sem mislil. Ne, kaj bo noter, tisti drugo. Ja, tukaj recimo teh 365, to se mi zdi tako zelo fina ideja, tako res fajn, no. Pa tako se mi zdi, da je tako idealno življenje, moj pogled na idealno življenje, jaz jutri vstanem pa napišem za začetek eno pesem, pa mineva tako dan, ne. Tako meni, bi rekel, pokolično, tako zvenina, mislim, tako živim tam nekje. Pišem pesem, se ne vem, gledam eno jezerce, imam pa gledam, kako se svetlo odbija. Ampak seveda tega nikoli nisem znal dejaniti, tukaj seveda je ideja, nikoli ni bila realizirana. Kar se tiče pa tega pogovornega jezika, me pa mamo, ne. To me mamlo, ne znam drugače povedati, ne. To me je vznemirljivo. Ta moment, ne. Kako pravzaprav en gostilniški človek, ali pa pogovorni jezik za mizo doma med družino, ne, a mogli ostali samo v poemskih krogih, kako iz tega narediti pesem. To mi je bilo pa tako blazen izziv, ne. In da bi bilo v smislu, da je, ja, na nek način je to ideja, ne, ampak bolj je bila tako neka interakcija, ne. Bolj me je nekaj trenutku zasačilo, ne. Ker trebaš par stvari vedeti, jaz sem ne začel pisati, potem srečanju zares prvič v življenju poskušal pisati poezijo. S tem srečanjem z Danetom, moja prva zbirka je precej drugačna od teh pesmi, ki sem jih bral. Veliko znotraj jezika se dogaja. In potem se pa ostal, jaz 3 leta nisem nič pisal, zaradi tega zelo utrpel. Ker enostavno sem imel pač neke vsebine, neki pritiski so bili v meni, ki sem jih hotel izraziti, pa znotraj govorice pesniške, kot sem jo takrat absorbiral skozi ta branja, pa je nekako udejanjal na nek svoj naivno način, jaz sem jo 17 let. Seveda teh vsebin nisem mogel realizirati. Nekaj svojih hotenj. In potem se je zgodil ta še na skini, ki pride, ne vem, prva pesem, ki sem jo prebral, je bil to Poletje, ko otroka mu povozi avto. In seveda, jaz sem še vedno zelo mlade, še vedno 18-letki, ne razumem kinja, potem šoti, ti mozarji in tako naprej, ne. Meno me fascinira, da enostavno breče, ne vem, 4 čevlje dolga krsta čevlja za vsako leto. Wow. Mislim, in govori, bi rekel, po razliki za slovensko, recimo modernistično poezijo, zelo preprosto. Čeprav pa se pa on začne počasi komplicirati, pa je komplicira na nekih drugih nivojih. Ja, ki nisem često. Naj pa direktno, recimo, tretma jezika, recimo slovenska, da modernistična poezija se zelo naravne morfologije, ne vem, vzamemo Zagorečnika, Podpotiša, Potini, tako naprej. Medtem, ko recimo Hini se ne dogaja, tam se dogaja drugija. Jaz sem pač pobral v tistem trenutku tisto, kar sem bil jaz sposoben.
In potem se je pa pretakala zraven ideja pogovornega jezika, ne. Govoritve jeziku, bi rekel, lastnega govora. Pa se pa navežeš nazaj na tradicijo, to je pa jezik moje družine, to je jezik mojega okolja, mojih prijateljev in tako naprej. Mojih prijateljev. Jaz sem že v svoji prvi zbirki, jaz recimo tista prva zbirka, ne, začutil to metafizično razsežnost, ne, resnično, ne, ki jo lahko začutiš zgolj na intuitivni ravni. To je pa tudi bistvo umetniškosti, ne. Pač, ne, če gledam iz tega zornega kota, kaj to in tukaj ne gre za nek New Age-evski odnos, to je daleč od tega. Kot recimo to začutiš recimo pri Khalil Gibran, ki je nažalost premalo prisoten v naši zavesti v Evropi. In to je tisto, kar je mene pri tvoji poeziji najprej fasciniralo. In ta specifična govorica, ki si jo na nek način izoblikoval skozi svojo poetiko danes, je resnično nekaj posebnega. Tako pač jaz gledam to. In je res, moram prikrit povedati, to je vrhunska virtuozna poezija. Takšno pač moje osebno mnenje. Kaj mi je pri tej tvoji poeziji pač najboljše, nekako, kar me najbolj pritegnil, je pa to, da, kot si že sam povedal, da prihaja po čudežu. Neke predhodne miselne analize, zdaj pa to želim ustvariti, ampak da prihaja sama od sebe. In to se mi zdi, da je osnova za pisanje kvalitetne poezije. Seveda moraš imeti veliko tudi teoretičnega znanja, se to končal, tako naprej, moraš poznati skratka te zadeve. Vendar to je zelo drugotnega pomena. Ena je teoretska zavest, drugo pa je predteoretska zavest. In prav iz nje izhaja poezija. To je tisto. Ja, mislim, tako je pač to svode sem Ja, bomo lahko zaključimo, pa pač zaključimo z tem branjem. Okay. Ja, tako se upravičujem, to je se pač več. Ja, absolutno. Hvala lepa, ker ste pač bili z nami, ne. Mislim, da je ključno to, da smo pač navezali da smo absolutno gre za poezijo, ki je absolutno relevantna, ne. Hvala Peter, da ste z nami, ker